to, ko ljudje, ko res borbajo in ko vidim te izraze na obrazih, ko se trudijo, ko grejo čez sebe, ne vem, to mi je res tako fascinantno, da sem rekla, ma to moram iti 120, ko ne, da dam to. Vse pohorska trail banda je kriva za to. No, to bi bilo. Mislim, da bi še verjetno zdaj tekla te desetke ali pa dvajsetke, če ne bi njih poznala. No. Letos grem na obalo, upam, da dobim support kakšen, po pol drugo leto, ko bom šla na Lavaredo, tudi upam na kakšen support. Spoštovani, dragi tekači in tekačice, ki ste na dopustu, vem, da v tem vročinskem valu ne tečete, kar seveda ne drži. Z mano je Sabrina Pučko, ki teče v vseh vremenih. A je tako, Sabrina, živa? Ja, tako je. Živi Marko? Tako je. Ni Toplota veze. toplota ti ustreza, daj mi reči. Bodi ena od redkih reči, da ti paše toplo. Ne, mi ne paše. Imam raje bolj hladno, tudi če malo dežja je super. Ta vročina 30 stopinj je pa mi ne odgovarja, no. Imam Veš, raje bolj hladno. Ko tole snemava, se je ravnokar začela moče najbolj vroča dirka na svetu, Badwater Ja. 135, tam so 4 Slovenci zdajle, ki se kuhajo na skoraj 50 stopinjah. Jaz Verjetno poskušam, manj jamrajo. ja, se to poskušam pomisliti, kako bi bilo na 50 stopinjah, se mi zdi pol 30 čisto v redu, ampak ja, no. Kdaj potem tečeš, Sabrina? Čist različno, odvisno od kdaj v službi začnem, včasih zjutraj, oziroma dopoldan, včasih pa, oziroma največkrat pa zvečer ob 10, pol 11, 11 tudi, takrat po šihtu, no, kakor kdaj. Prej sem se pogovarjala, da čez teden pač bivaš čez mejo tam v Gradcu, no in si pač primorana drgniti ravnino. Ja, vsak dan ravnino, asfalt, nimam nekih hribov okrog, oziroma če že imam kak hrib, se moram peljati, ne vem, dobrih 30 minut, 40 minut. Imam sicer enega malo bližje, manjšega, ampak moram iti čez 100 semaforjev, da sploh prijem do tja. Tako da ne grem tu, če stopim iz stanovanja, grem na cesto in to je to. Ampak ja, moje povprečje od ponedeljka do petka višincev je, mislim, da 37. Tako da pol čez vikend spravim not na Pohorju, ja. Zelo zanimivo, ja, ultra trelašica, spoštovane, zakaj sem Sabrino povabil. Snubil sem jo že po zimi, pa me je odložila to stvar za pol leta, potem so se vmes srečala na eni ugledni turi na Pohorju, pa so ji fantje iz pohorske trail bande že mal žicali, da mora iti, pa se je še kar mal branila, no zdaj sredi vročega poletja je le pristala, da bo kakšno rekla o njenih trail podvigih, ultra trail podvigih, tekaških podvigih nasploh, pa še kaj me bo zanimalo, recimo kakšen goni poni, recimo, ker vem, da tudi to počneš, na fotkice je bila super, letos sem videl. Talo boš pa povedala, prvič me pa zanima, ne, kako deklica iz Prlekije svetega Tomaža, ne, ja, odkrije tek sploh. Ja, v bistvu sem tekla že v osnovni šoli, no, oziroma takrat smo tekli te krose. To mi je kar v redu šlo, no. Sem se udeleževala teh občinskih, pa 4 leta zapored sem šla na, kako se je že reklo, Dnevnikov, ne vem, poznaš šolski ekipni kros, Kros, ja, Šmartno, ja. Šmartno pri Litiji. A to še obstaja? A to še je še To ta pa ne reč? vem. Jaz sem to takrat, se pravi, od 2000, leta 2002 do leta 2005 sem hodila, zdaj pa ne vem, nimam pojma. Mislim, da, ja. Ja, takrat je šlo kar fajn, no, tisti kilometer sem zborbala. Pol sem pa nehala do leta 2017, mislim da. Takrat je pa v bistvu kolegica je malo več tekla in je zasledila ta tek, tek okrog Šmartinskega jezera. Mislim, da je bilo nekih 4,7 kilometrov, krajša razdalja. In je ni hotela iti sama na ta tek in je rekla, da je vedela, da jaz bom ziher da sem za akcijo, da bom, pa sem rekla, ajde, grem provat. No, in takrat sem ja šla na to 4,7 kilometrsko razdaljo, potem smo šle, ne vem, Radence 10 kilometrov,
potem Ljubljanski 10 Se pravi, km, pol, zaradi tistega, ker ste šli prvič, sta, čist se, za hec, ja. sta rekla, ok, pa reva še probat. Ja, ja. Tako da, ampak sem se načeloma vedno bolj ceste držala in pa 10 km je bil moj maksimum. To rekla sem nikoli več kot 10 km. No. Ja, ampak si povedal vse, kar je bilo po 10 km, si pa uspela laufati skoraj v Ja, Sloveniji. ja. Pol pa je prišel, ja, 2021, je pa prišel prvi trail, to je bila pa Soča, outdoor. Čak, zdaj pa. Ja, počas, počas. Laufala si malo, ampak vem pa, da čist sem še vse pogledati, ne, tvoje objave pa si napisala, to ratalje, ne vem, 51 ali 50. Tako da nekaj si, a si trenirala takrat še vse mal za vse te tvoje podvige, te kaške do 10 km. Hm? Pa nisem nekaj ful trenirala. Mislim, laufala sem pol manj kot zdaj, no. Ni bilo nekih treningov za to. Šla sem ven, odteč, ne vem, enkrat, dvakrat na teden, 5 km pa je bilo to. Nič kaj posebej, ni bilo. Ampak šla pa, mislim, vse Ja, to te je pa vleklo. A na kakšen DM tek za ženske si šla kdaj? A? ne, to pa nikoli, ne. V bistvu sem se držala sam teh Radencev, pa Ljubljanskega, to je bilo pa v bistvu to, ja, se mi zdi. Pa ta tek okrog Šmartinskega jezera je postala neka tradicija, mislim, da sem šla 7-krat. To je pa mislim, da to od cestnih tekov, koliko se spomnim, ja, da sem šla. In potem je bila korona, in potem je tako šlo vse k hudiču, in potem, Ja, tako je. pol pa konc korone, pa si rekla, ne pa na Sočo. Ali kaj, zakaj pa trail, zakaj pa Soča? V bistvu jaz vsako leto grem, skoraj vsako leto grem bovec na dopust, pač grem kampirati ali pa kaj, in potem so mi tam domačini rekli, da joj, ti, ko imaš rada Posočje, imaš rada Sočo, tečeš, zakaj pa ne bi šla na Sočo Outdoor Festival v Tolmin. Takrat sem prvič sploh slišala za to, nisem imela pojma, sploh nisem poznala nobene trail tekme, pa sem rekla, ma ne, jaz nisem za hribe, jaz ne morem po hribih laufati, ne, pač ni šans. Pol pa ja, pa malo poglej, pa sem pol zvečer res pogledala malo in je bila najkrajša trasa 11 km, nekih 300 višincev, pa sem si mislila, joj, teh 300 višincev, ne vem, bom to zmogla ali ne bom, pa sem rekla, ajde, da probam, da vidim, vsaj kako izgleda sploh trail. In ja, pol sem se sama prijavila, sama sem šla in ja, po 11 km 300 višincev je bilo to. Sem se zaljubila v trail in že iskala naslednjo trail tekmo. Kaj te je pripričali, tolminske korita? Ali, Nasploh mi je bilo fajn, pač, da tečeš v naravi, no? Da nisi na tistem asfaltu, da malo hodiš, hrib, malo tečeš, razgledi so lepe, narava. Ta Soča, ja. Čeprav ta enajstka je tudi na koncu kar zaguljena, ko greš na tistem odprtem soncu, tudi malo po asfaltu, no, ampak to vse. Ja, malo Okay. greš, ja. Pa potem skočiš v Tolminko, malo te zadane fršlok in potem prideš ven. Kdaj si bil zadnjo na Soči? Ja, Kdaj sem tekla? Trail? ja. Ja, lani. Lani sem šla 35. Bila sem prijavljena najprej na 50 km, ampak sem se odločila, da grem en teden prej na Podbrdo, ker je bilo državno prvenstvo, tako da sem mogla potem zmanjšati dolžino na Soče in sem šla na 35. 50, ko Letos si. sem bila tudi v bistvu Ja. prijavljena na Mhm. 50, ampak sem se potem odločila, da grem v Dolomite na Lavaredo, na Lavaredo trail, kot support. Smo šli s pohorsko trail bando. V bistvu si se, mogoče je bila to pametna odločitev, glede na to, da so pol 50, ko itak skenslala, ne, jo Ja, res je. poslala na To sem si isto 35. rekla. Ja. Ja, na koncu ni bilo vse, mislim, res je bil vročinski val. Kaj je bilo pa v Mm. Dolomitih? Je bilo v Dolomitih tudi vroče, se ni bilo tam. Ja, je bilo tudi čez 30 stopinj. Ja. Je bilo precej vroče, no. Tako da tisti na 120, ki so so kar trpeli, no, na tistem soncu. Zdaj je bilo kje dosti odstopov letos, tako neki je bilo, več težav. Mislim, da je bilo letos celo rekordno, na 120, rekordno število odstopov. Zdaj se ne spomnim točno koliko, ampak jih je bilo precej, ja, precej. Res je bilo vroče, no. Po Kako, mojem je bil kako to, to. da si se odločila, da greš zraven v support, evo, recimo. Hm? Uh,
Šli so štirje banditi, so me vprašali, če grem zraven, pol pa, ja, mislim, Dolomite zavrniti, ne, mislim, težko, ne. Na Soči sem bila že, ne vem, 5-krat, tako da sem rekla, gled, na Sočo še bom šla sigurno na tekmo, grem raje v Dolomite, če že imam to priložnost. Točen. Malo tečem za sebe, super je bilo, Nimaš no, njim tekmovalnega žal. pritiska, ni bilo nič, mislim. Joj, to je bilo pa tako fajn. Prvič, da sem šla na tekmo, da nisem tekmovala in je bilo res lušno. No. Res je bilo Ampak fajn. ne boš rekla, ko si gledala tam te štarte, malte, pa ja, 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 te ja, je je to bila ti. kurja pot, ja, sem si želela za trenutek stati na štartu, ja. Ampak vem, da bom drugo leto tam. Tako da je bilo tudi kot support, kot navijač, kot gledalec, je bilo res nora izkušnja. No. Super je bilo, sploh ker je bilo na 120 km trasi res prvič sem videla toliko tekačev na kupu. No. Ker pri nas je, ne vem, kakih 100 tekačev, mogoče na 100 km, tu jih Res. je bilo pa, koliko jih je bilo, 1600 in noro mi je bilo res. Mislim, več Noro. jih je samo še kaj na UTMB-ju, recimo. Ne. Ja, verjetno, ja, verjetno. Tam celo razmišljajo, da bi vse skupaj omejili. Sem zadnjič bral en članek, da je že vsega preveč, da je 100 tisoč obiskovalcev v tisti dolini, preobremeni kraj in tako naprej. Tako da, ampak pustimo to za drugič v Dolomiti. A si bila prvič v Dolomitih, si že kdaj bila tako? Bila sem že par let nazaj pohodniško, takrat še nisem trailov tekla. Hm? Tako da sem bila pohodniško, no. Pa je bilo tudi, mislim, sem se zaljubila v te Dolomite, tako ja, tako kot vsak verjetno. Mislim, no, in sem v Dolomiti so tako popularni, ratal, morda Ja, tudi vedno zaradi bo. travareda, pa zaradi socialnih omrežij, pa zaradi fotk, ki jih pol vsi dajete gor in ljudje imajo take oči in Ja, pol res gre je. tja in pol tam stojijo v vrsti, ne 3 ure, ne vem, na tiste buse sem zadnjič videl in tako naprej. Še dovoljence bodo uvedli. Kaj ti je v Dolomitih recimo všeč? Kam si šla po zdaj, no, ko si imela čas, recimo, mes, kam si rinila? Šla sem, sama sem šla eno krožno tja do Cinque Torre, ne vem, nekaj čez 30 km, pa pol šla sem še z enim banditom, z Veliborjem smo šla, Trečime, tam smo en krog naredila, pa tako malo, no, sama sem malo raziskovala. Potem pa je tudi, potem pa smo bila z Veliborjem support, našemu predsedniku bande, Luko, in je bilo, mislim. Je bilo fajno, vredno je bilo. Luka je šel na dolgo, a ne? Ja. Ja, na 120, ja, na In 120. kako mu je šlo, recimo, skozi oči suporta, evo, tebe? Ja, malo je imel težave, mu je bilo slabo, ni mogel piti, ni mogel jesti, tako da, ja, to je imel rahle težave, no. Ampak tam na tranziciji ga je Velibor zrihtal, vse tako kot treba in je pol nadaljeval in je prišel do cilja, no, tako da super. Se pravi, ga je po moško, ga je napizdil, ali mu je dal kaj za pit, ga je zmasiral, kako to zgleda pri banditih. Ja, malo da ga preobuje, da se preobleče, kaj za jesti, da smo mu prinesli za jesti, koliko je pač lahko sploh pojedo. Pol, ja, kakšna masaža, to je bilo to, no. Malo si je spočil, smo mu tam pripravili, da si je vlegel, kakšne pol urce, ne vem, je bil tam, potem pa je nadaljeval, ja. Prav drugo leto to tebe čaka, zaradi tega, ker si bila kaj, 3-krat neuspešna ali ne treba, ali kako je. Dvakrat neuspešno. Aha, tretjič ti pa Ja, že tako pripada. da tretjič sem notila. Sem se odločala med 80 ali pa 120, nisem vedela, na katero bi šla, na katero razdaljo. Ampak zdaj, ko sem živo videla, ne vem, toliko ljudje, ko res borbajo in ko vidim te izraze na obrazih, ko se trudijo, ko grejo čez sebe, ne vem, to mi je res tako fascinantno, da sem rekla, ma to moram iti 120, ne, da dam to. Dam to še sama skozi in pol to veselje v cilju, ko vejo, da so zmogli, da so pač prišli v cilj uspešno, to mi je res lepo videti, no. In to bi No, rada sama doživela, no. Tako da upam, da mi uspe. no, mislim, koliko je bilo letos Slovencev na 120, ki sem gledal, pa sem pa pozabil, mislim, to je bilo Oh, to pa ne vem, koliko jih je bilo nekaj. vsaj Ne vem 20, sigurno. številke. Mislim, Jih je bilo nekaj, ja. ja, vsaj 20 sem gledal tam res, pa so ne vem, kdo je odstopil, zdaj sem svet pozabil, ampak večina jih je prišla v cilj. Kakšen je limit tam? Tudi to sem pozabil. Ja. Joj, to pa zdaj res ne bi vedela. Ne vem, koliko je limit. Ampak Sem po mojem vedela, ampak se. 50. Ja,
Ja, Dovolj, po mojem, ja. dovolj. Višinco je pa Ja. na 120, ki koliko? 6, pa Sedem, pol, slove sedem, 7. nekje tu, šest pa nekaj. Pa to se daš, to se še da zdržati, recimo. To je že Ja. nosno. Še ne vem, nimam še toliko višincev, no, nisem še šla nobene tekme s toliko višinci, no, tako da. Moj maksimum je bil Vipava, tam je slabih 5000, tisto je bilo. Kakšen kilometr vsem pipa je bil manj, ne? Ja, recimo. Ok, v Ja, kavih je ja, 110, 112 km je 112. Vipava. 112, ja. Klinc pa take stotke, da so dolge stot. Mislim, včasih so bile 103, pa so bile 105, pa so bile 109, zdaj pa nisem. Ja, ni več 100, ne? Mislim, ja, edina stotka, ki je še normalna, je K24, ki je 95, ampak Aha, a ja, je manj kot 100, to nisem vedela. ja, je manj kot 100, ampak čisto noben ne pogreša tistih kilometrov. Baje. Verjamem, da ne. Vsaj, kar se lansko leto spomnim, ko sem jih spremljal, ko so prihajali v cilj, so bili vsi kar zadovoljni, da jim ni treba več povleči. Letos se vračaš tudi ti v Črno na Koroškem, ja, prej sem Tako je. govorila. Mm. Ja, no, spet na 50 km razdaljo, tako kot lani. Lansko leto sem malo pospraševal po tem 50, ker pa stotkarje, pa so rekli stotkarji, ki imajo štart zvečer, a ne, da saj noč a ne, je tista, ki te malo odreši vročine, pa lahko nekaj narediš, pa sončni vzhod in tako naprej. Sicer potem umiraš čez dan, ampak 50 je pa Je vroče, ja, zelo skos na vroče. soncu. Ja, lani je bilo res noro vroče. Tako da sem prišla v cilj, me v bistvu v cilju zeblo me, je, imela sem kurjo poltno, ne vem, To tako je se, bilo ja, vroče, ja, ja, ja. Ja. da Ker te morajo res je ogrniti, bilo. zato da se ne, ja, ne podhladiš, v bistvu, ker se telo še je Ja. tako pregreto, da se ohlaja in se. Ja. In zdaj je spet pravi vročinski val, ne, tako da mislim, da bomo lahko spet pričakujemo kar visoke temperature. Eva reči, da mogoče bo vročinski val takrat se ravno umiril, pa da bo po dolgih letih kakšna ploha ali pa kaj tazga. Bi bilo super, ja, kako plohica. Upemo. Karkoli, ja, kot pa 35 stopinj v tistem kotlu. Ampak vseeno, ne, kaj ti je všeč, pa na K24, kdo bi rekel, vse je fajn, pa to, ampak je čisto reči matranja. Ampak ni. Ja, kaj mi je všeč, sigurno Uršlja Gora, no. Sicer spon je kar, kar zahteven, ampak pol zgoraj razgledi na vrhu, ja, so res lepe. Razen, kaj mi pa ni všeč, mogoče pa tisti zadnji kucel, no, ko ga ne bi bilo treba, ne. Če si skamnolom ali kaj že tam. Ja, Ne? ja, tisti je pa res, pa tam še res ful sonce pripeka, na odprtem je, spon je res, pač res je strmo, ja, in tisti res, kako je že odsek na Stravi, ne bi ga bilo treba, ali ne vem, nekaj takega, ja. Isto cek lomi, je lomil tudi lani favorite, se spomnim, ja, no, in noro, mislim, no. Joj, no, daj mi povej, no, daj mi povej, a kdaj rečeš, si rečeš, to sem teh, zakaj se moram toliko matrati, sem se ukvarjala z 20-kami, pa s 30-kami, pa s 10-kami, pa se je to bilo lušten, se ne lahko pivo spiješ, ali pa dva, mislim, zakaj mi treba tega hoditi. V bistvu mi je zdaj to leto, mi več niso všeč te kratke razdalje, no. Te Nehi, 30-ke, prehitro je postalo. aha. Ne vem, ful so mi prehitre in vidim, da bolj uživam teh 50 plus, oziroma zdaj te stotke so mi tudi kar fajn, no, ker se bolj sprehajam včasih. Ampak, ja, se vprašam včasih, kaj mi je tega treba med tekom. Ampak pol, ko prijem v cilj, pa vse pozabim in tako kot si že iščem naslednjo tekmo, kam gremo. Mislim, Ja. noro. No, mislim, sej, kot tekač, trelaš, mojem, to vsak razume. Slej, ko prej prideš, mislim, sej, kako je bilo pri tebi, kdo ti pa rekel, da ali si prišla že med pohorce, pa so te zvabali, si sama želela videti, kaj je onkraj 20, pa 25, pa 30, pa bom šla na prvo 50. Zakaj? Zakaj? To Greš so naprej. Hm? vse pohorska trail banda, ja, kriva za to. No, to vidiš. Mislim, da bi še verjetno zdaj tekla te desetke ali pa dvajsetke, če ne bi njih poznala, no. Tako da to je bilo pa 2024, ko sem prišla v bando, takrat sem Kako bila si pri. prišla? Zdaj te bom ustavil. Ja. Kako se punca iz Svetega Tomaža pač znajde v centru Štajerske, no še to, evo, ker ni tako blizu, še vse ne. Ne? Ne, imam do Maribora, imam slabo urico, ja.
nekje je kar. Kje so te podraftali, kje so dovolj Sabrina Pučko? Poznala sem iz bande enega od prej že, Aleša iz cestnih tekov. Potem pa vem, da sem bila februarja 2024 v Peruju na dopustu in pol gledam, sem dobila na Instagramu neko pač prošnjo za prijateljstvo, pohorska trail banda. Pa gledam, pa kaj te je to, vidim, da pač ta moj kolega zraven. Tisto, ok, sprejmem. Vidim, da nekaj laufajo po Mariboru, pač po Pohorju. Pol pa prijem domov z dopusta, pa se slišiva s tem Alešem, pa sprašujem, kaj je ta pohorska trail banda. Ja, da so to prijatelji, da malo tečejo, grejo na kako tekmo in če bom zraven, ne? Sem rekla, ja, ok, pač bom zraven, ne? Kaj pa te, da vidim. Ja, in pol sem šla z njimi enkrat na Pohorje skupaj in tako se je začelo. Bilo nas je, ne vem, na začetku, ko sem ja prišla not, mogoče 7, 8, tu nekje. Prav si bila med prvimi, prvi val, Ja, tako je, tako je. preden je bilo še društvo, takrat se bili še v bistvu zelo neformalna druščina. A ne? Tako je, tako je, ja. Pol pa sem bila, ja, v Vipavi prijavljena na 15-kilometrsko razdaljo. Mhm. Pa so mi govorili, ja, pa ne bo šla na 15, tu moraš iti na 30, pa sem rekla, pa ne morem 30, ker ne se tega ne zmorem. Ne, pa kaj boš pa na 15, to je pa ja tako kratka razdalja. Ja, in pol, seveda sem prišla domov in sem že naredila menjavo trase, tako da sem pol šla ja, na prvo 30, ker so me banditi prepričali. In sem imela res, me je bilo te tekme, me je bilo pa res zelo, zelo strah, sploh ko sem prišla dol ta v Vipavo in ko sem videla ta greben, kje bom laufala. To vprašanje je bilo, kako bom prišla tja gor na oni greben, kako bom prelaufala ta greben, v glavnem, res me je bilo strah. No. Ampak pol je šlo, vzela sem si čist na izi to tekmo, nisem vedela, kaj pričakovati. In na koncu je bilo super, no. Sem bila tudi, mislim, rezultat je na koncu bil tudi super. Tako da, pol se je začelo, ja. Se pravi, si ugotovila, da si talentirana za tudi tehnično kar zanimive, pa strme, pa razgibane terene, višince. A? Tako je, ja. V bistvu mi ti tehnični spusti, mislim, jih imam dokaj rada, no. Navzdol mi gre dokaj hitro, se mi zdi, tako da ja, sem ugotovila, da mi odgovarjajo take trase, kot je Vipava. Prav, mislim, navzdol je kar umetnost. No, mislim, okay, Ja, moraš biti ukreten, lahek, to vse si, a ne pa pač pogumen, ali kaj. Hm? po mojem precej pogumen, ja. Pogumen, da nimaš ravno straha, pa da se pa spustiš sketne in je to to. In ti greš dol Ja. na glavo, pa bo kar bo, ali kaj. Ja, pač vsaj meni se zdi, da grem hitro, no zdaj, če res grem. Ne vem. No, Mogoče drugi vidijo, da sem počasna, bolj ne vem. ajde, no, mislim, takrat si bila med 6 ali kako je bilo, a ne? Ja, Na tisti, takrat sem bila mislim, 6, ja. to Mislim, je, da nas je bilo tekočic nekaj čez 200. Tako da ja, res je bila fajna tekma. No. Tudi v cilj sem prišla, nisem bila mrtvo utrujena. Super izkušnja je bila za prvo 30, no. Imam še zdaj v lepem spominu. a si mogla pol dati za rundo banditom, zato ker so te pripričali, pa so rekli, da smo vedeli, da moraš iti na 30. Aha. Ne, zdaj si spomnim, mogoče bom zdaj mogla dati. Mislim, si predstavljam, jaz si kar predstavljam te fante. No, Sabrina, zdaj pa ajde, tam le bomo neki spil. Le smo Ja, ti ja. rekli, da si talentirana za to, če nas ne bi bilo, ne bi bila 6. In tako Ja, naprej, ja, tako so me nazaj. kar prepričali, same nore ideje, tako da. Mislim, ampak zdaj vas je pa že kar nekaj no, teh pohorsov, za božje voljo, te Ja, zeleno, črne, bele majice, vidim, lih ja, posod že. sem malo pink. Ja, Veš, da imam. jaz sem še laufa danes, a kaj piše Ja, gora? A si danes že tekla, Sabrina, ne, nisi? danes pa nisem opravila domače naloge, ni bilo časa, oziroma v ponedeljkih načeloma imam fraj dan za tek. Grem fitness, to je pa to. To pomeni, da si sama, a imaš trenerja, si sama pišeš te stvari? Hm? Za tek, ne, grem po občutku, čist.
kako se počutim, ali grem, kakšne intervale kdaj narediti, če se ok počutim. Če sem utrujena, tako kot ne vem, prejšnji teden sem bila utrujena, pol ne grem intervalov delati, delam kakšne počasne teke, res čist po občutku, no. No, ampak podučila recimo, o treninških protokolih si pa kje, pri pohorcih, v knjigah, na internetu, kje si Če, usvojila ta znanja? glede časa, glede. Glede tega, kaj recimo, da dejansko treba delati te preklemane intervale, Aha. da moraš delati, pa tempo, pa pa tret, pa dolgi tek, pa kakorkoli, no, pač se dobro, se to hitro usvojiš, no, tudi en lahko pol ure vse razloži, pa rečeš hvala, ne rabim več, ali pa daješ kakšno več, daš več časa v to, pa ugotoviš malo več, kaj bi treba bilo, pa za katero tekmo Ma, tako, tu pa tako. sem čisto pred časom že te intervale, jaz sem delala res čisto osnovne, ne vem, 6x1 kilometer, 10x400. To, kar sem kje prebrala na internetu, tako bolj čisto, res. Nič nisem imela, da bi mi kdo kaj ful govoril, tako da, ja. Pa mislim, ti to ustreza si, ampak vseeno, da tako reče, ko si šla na 30, ko ajde, ne, si ugotovila, da pač to ti leži, malo si se že pripravljala na to, ampak greš na 50, potem greš pa na 100, ne, sigurno si Ja, dobila na svete ali si sama preštudirala, zdaj pa rabim, pa več dolgih tekov, pa več kilometrov, pa višincev, pa. ja, ko sem šla lani na prvo stotko na obalo, takrat ja, sem seveda vprašala malo za nasvete, pač, da sem malo več dolgih tekov delala, to, da sem dobila neko kilometrino v noge. To je pa v bistvu bolj to, no, nisem nekaj ful imela, nisem imela strukturiranega nobenega treninga za prvo stotko, na primer. Tako da sem tekla sem po občutku. Gledala sem, da sem malo več kilometrov delala na teden, tako kot prej, to je bilo pa v bistvu to, no. Se pravi, tu intervale sem delala čist po občutku, nič ni bilo nekih posebnih priprav. No, Ampak sem se počutila za prvo stotko na obali res pripravljena, no, tako da. no, ajde, te pa povej meni, ok. Nima več tako konkretnih končin, niti ne več take motivacije, ampak mi pa všeč ta nestrukturiran trening. To mi pa zelo všeč. Vse mi povej, jaz se bom, recimo, da se naslednji let prijavim na stotko, se ne bom, spoštovane, brez skrbi, ni bojazni, da bom delal te traparije, mogoče pol pri 60. Sabrina Pučko, povej mi. Da je ti iz tvojih izkušenj, koliko dolgih tekov, koliko kilometrov na teden moram narediti, pa koliko višincev, da bom pripravljen, da bom samozavesten šel na nek tak štart. Ja, višincev res nisem delala veliko, ker se pravim tu zaradi, ker živim tu v Gracu, nisem višincev nabirala, tako da to, kaj sem čez vikend, Pohorje, pa če sem kam šla, ne vem, višincev res ni bilo veliko na teden. Kilometrina pa tam, okoli do 100, no, Ah, nisem nekaj ful pretiravala. sem vedel, da je otromestna številka, to sem pa vedel. Ja, sam ni bilo to vsak teden 100, ne vem, tam med 50 do 100, nekje sem vedno, nisem imela točno določeno, ne vem, ta teden pa moram narediti 90 km, naslednji teden 100, se pravim, čist po občutku je to bilo vseeno. No, recept, ki sem ga zapomnil iz enega od podcastov, je bil, koliko je dolga tekma, ne pa koliko ima Ja, višincev. Če ja, toliko narediš na teden za trening, potem je vrh glave in boš sigurno pripravljen. No, tako da ti, ja, ti tako, praviš, da tako tudi če pravijo. kakšen kilometri manj. Koliko je pa najdaljši, recimo, tek, ki si ga kot dolgi tek, recimo, upravlja? No? Recimo, Za trening. za stotko, recimo. Ja, recimo, da je še za stotko, 50 dovolj, a moraš iti več kot 50, ali moraš biti manj kot dovolj. Mislim, šla sem v Gledno enkrat za obalo 50 km, to je bil en dolgi tek. Drugače pa to, ko smo se pravim po Pohorju, te 30, čez vikend, To je to. 30, To je to. mogoče 40, ampak največ je po mojem bilo tam okrog 30, no. To smo delali po Pohorju, kar veliko. Jaz sem v bistvu lani imela ful veliko tekem, tako da sem trenirala s tem. Malo preveč tekem, v bistvu, no. Res je bilo, vsak vikend je bila neka tekma, bila sem na vse prijavljena, kaj je bilo, pač kaj je sploh možno. Tako da po mojem tudi to tekme so bile del treninga, no. Ampak letos sem pa malo mogla zmanjšati, je bilo preveč vsega. Preveč vsega fizično, preveč vsega logistično, Ja. mentalno. A?
Res, ja, mislim, bila sem, ne vem, enkrat sem štela, mislim, da sem imela nekih 25 tekem lani, ne vem, ne spomnim se tu nekje. In sem bila že pol konc leta res utrujena, no. Saj sem pol imela tudi težave s tem železom nizkim, pa s feritinom, tako da je bilo kar januarja precej kritično, no, sem bila utrujenost me je čist povozila, tako da In sem mogla letos kaj si dati pot, malo. a si dodajala kakšno železo, si jedla kaj, dobila kakšno Ja, injekcijo? ja, sem, mislim, tablete sem dobila. V bistvu sem imela tako nizko, da sem pol šla tudi na železo, da so mi ga dodali, se pravi, na Na majhno infuzijo. dozo. Ja. Ja, v bistvu na majhno dozo, ja. Da sem se pol malo k sebi sestavila. Pa moraš zdaj to redno kontrolirati, recimo svoje Na železo. 3 mesece nekje grem na pregled, ja, da vidim, kako so vrednosti. Vmes pa ješ jetrca, surovo meso. Jetrca, glih ne, se pa trudim s prehrano, ja. Sploh, da jem po teku, da jem pred tekom, to sem mogoče prej malo spuščala ven, tako da se trudim za malo bolj, no, tudi s prehrano. Hočeš reči kalorij več ali več beljakovin, tudi več, V ne vem bistvu česa. vsega pomalo, no, v bistvu vsega, vsega. Prej sem mogoče malo premalo, ne vem, mogoče res premalo hidratov, pa tega zdaj se trudim, no, da res jem. Pa, Da je, res jem. pa čutiš razliko, recimo, na to, sama na sebi, pri performancu, pri počutju. Ja, mogoče malo pač, da nisem tako utrujena, no, predvsem to, no. Da nisem zdaj, ko po teku prijem, da se najem, da sem pol, da vseeno malo nahranim telo, no, da nisem tako utrujena. Koliko moraš dosegati, recimo, nivoje hemoglobina, železa, da ti doktor Uh, spregleda, pogleda čez prste? ja, železo, mislim, da je minimalno, zdaj ne vem točno teh vrednosti, da nam kaj narobe rekla. Železo, mislim, da je minimalno 9, 10, jaz Mhm. sem imela 5. Mm. Polferitin je v bistvu najpomembnejši, to je minimalno 15, ali koliko jaz sem ga imela 9, 9, Dolgoročno 10. železo, ja, ja, to ja. Mhm. Ja, tako da sem bila res, januarja sem bila res zaradi tega. Nisem šla sem intervalov delati, jih nisem mogla dokončati, ker noge niso dale. Zjutraj sem se zbudila, utrujena, po kaki tekmi sem imela močne glavobole, res je bilo Ampak si kar vedela, težko. si sama slutila, si že prej imela te težave, si vedela, zakaj gre, ali so ti Lani sem doktor imela povedali? že, ja, ampak ni bilo tako hudo, tako da sem zdaj malo sumila, da mogoče bi znalo biti kaj s tem povezano. Ja. Zato sem šla pol na pregled krvi, pa sem pol videla, da je kar nizko stanje. Imaš kakšne prehranske dodatke, kaj tazga ješ, recimo kot Ne, ultrašica, vsak kakšne praške meša, tudi ti kaj mešaš? ne, nič, 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 nič nobenih prehranskih dodatkov. nič, pa Nič. kakšnih gelov, pa to gele pa ješ. Gele jem, ja, mislim, med tekmo in treningi gele jem, ja. To je pa to, no. Imaš kakšno umiljeno znamko, ki ti sede, ali Do zdaj sem, mislim, jem ja od Forendurance te gele, čeprav zdaj zadnje cajte, mislim, da mi je okus že malo presedo in iščem trenutno neke druge gele, ker mi je kar malo bilo slabo na zadnje po njih in ne vem, rabim neke druge, upam, da najdem, no. da vsi, ki proizvajate gele, pa jih prodajate, pošljete eno škatlo vzorčno Ja, Sabrini Pučko, res. ja, da je probala Sem malo, jih no. probala, Mislim, zdaj na par drugi še, pa mi tudi ne odgovarjajo, tako da se vseeno še trudim s temi for endurance, ampak bi bilo veselo, če bi prišlo kaj novega na trg, pa. pa se, glede na to, kaj so vse meni včasih pripelje, če odprem še Instagram, bi rekel, da tega podirja je cel kup tam na trgu, je pa res, da ja. Kako nekomu so pa ful dobre, naprimer, ne. Ti, ko Mhm. meni ne odgovarjajo, čisto odvisno. Kaj pa fantje ali pa in punce med banditi, mislim, kaj pa oni konzumirajo razen piva, pač, ja. Živijo, Velibor.
Ja, so tudi na gelih, ja, mislim, Pa, so, tudi pa, kar. pa imajo tudi iste, mislim, različne, ti do kakšnega Ne, poznaš, tako imajo, kakšnega oni imajo svoje zvarke. favorite, ali kako naj rečem. Imajo Ja, ampak favorite. ja, sem poskusila tudi te, Pa pa ni, ti mi ne ne sede. sedajo, ne. Tako da ostajam na teh, probam preživeti. Iščemo gele za Sabrine Pučko. Sabrino Pučko ste slišali? Spoštovani, spoštovane, ona hoče to, napišite, svetujte. Jaz še vedno tudi iščem zase gel z okusom po slanini, ga še nisem dobil. Evo, ko bo to, Ja, ga bom jedel v tudi v prosti. pivu. Po pivu pa po slanini, evo, to je to. To je pa šlo po mojem kar skrb, bi ga jedel. Ja, po pivu ga ne rabim, ker obstaja že, pač, recimo, prava stvar. Ja, pivo. A spiješ kakšno pivo po teku, ne? In Spiješ. veš, da spijem. Pa Zdaj se sem pa štajerka, ne. Bog pomaga, a ne? Če ne bi pripadala, ja, pohorski trail bandi, Res verjamem. je. Sem tudi že slišal, no, med temi stotkami, pa to, kar se lahko res vleče. Pa včasih komu, ko je res na dnu, pa še kakšen požirek piva, si to že daj poskusila, recimo, ali ti ne bi pasal. A med tekom, med Recimo, tekmo. ja, recimo nekje, ko si res, recimo v neki temni luknji in pol ti kdo prinese mrzlo pivo, narediš dva požirka in te to sveži, To poživi. pa ne vem, sploh čisto odkrito nisem niti pomislila, no, da bi tako da ne vem, če bi mi pir pasal. Bi mogla probati, no. No, Ne mislim, vem. to je ideja, da jo testiraš na kakšnih svojih tekov, stotk in tako naprej. Zakaj obala, Sabrina, zakaj obala stotka, se ti jo priporočila, zato ker je konec leta, da si bo odložila to pač bolečino na konec leta? Ali? Zato, ker je najlažja stotka pri nas. Pol pa Lepo sem rekla, povedano. da bom kar zbrala za prvo stotko v balo, da grem pač na najlažje, no. In se je izkazala kot pravilna odločitev. Ja? Ja, se je. V bistvu je bila, mislim, se sem imela krizo, me je bolelo koleno, so me pekla stopala, je bilo nekaj kriz, ampak sem prišla v cilj, ful zadovoljna, ni bilo sploh hudo, no. Tako da zadovoljna zelo s prvo stotko, no. Sem pa zato manj z drugo stotko, no, tako da v Ipavi je pa šlo vse narobe, no, tako da, ja. Ok, na Vipavi si pol, mislim, ok, narediš prvo stotko, je pa že logično, da greš še na naslednjo stotko, ali kaj, mislim, ker je bilo tako Ja, dobro, ne, si rekla, da ne pa še. V Vipavi sem bila najprej prijavljena na 60, pol sem pa takoj po obale rekla, da se moram prestaviti na 100, ker mi je bila res obala fajna in ja, tako da je pol bilo avtomatsko, da ko zaključim z obalo, grem v Vipavo na 100. In si, Ampak ni in? bila enako kot obala, ne. Je bilo kar, je bil večji zalogaj, no. No, za začetek je bilo tam, ne vem, kaj, 1000 več višincov, recimo, a ne, pa Ja, slabih 5 jurjev je bilo, ja, višinca. Ampak ne vem, ni bilo mogoče toliko to problem. Imela sem problem, ker mi je bilo slabo od štarta do cilja v bistvu. In pol nisem mogla jesti gelov, ne vem, pojedla sem jih na začetku, kakih 5. Pol pa nič skoraj nisem jedla, no, do cilja. In noge so bile prazne. Glava več ni sodelovala, odstopiti sem hotela že ne vem kolikokrat. kaj te je prepričalo, da nisi za božjo voljo? Hm? Ja, v bistvu na par postajah sem pol me je pričakal Aleš Frlic, pa pol še bandit Luka Uršič in sta me malo sta me k sebi spravila, no. Pa par spodbudnih besed, da zmorem to. In je pol nekako šlo, ja, do cilja. Čeprav res muko je bila. Zadnjih 10 km sem že par solzic spustila, ker takrat sem se res vprašala, zakaj mi je to treba. Ampak je šlo, no. Sem vedela, če sem zdaj do 100 km prišla, bom še teh zadnjih 10 ali 12, ali koliko je bilo. In sem šla do cilja, ja. Je bilo pa res, res slabost je bila nenormalna, no. Pa veš, čemu pripisovati to slabo, kaj se je Ja, zgodilo? mogoče nepravilna prehrana en dan prej. Predvidevam, da to, no. Da ti Pica. Pa pica je super za carboloading, pa za te stvari, razen pa Ja, če je preveč začinjena ali pa, ja. ne vem, ni mi odgovarjala, zdaj ostajam na pustem rižu pred A, tekmo. zdaj Ja. si pogledal, riž je ziherca, tle pa ni. Ja, to je ziherca, tako da ne eksperimentiram več nič drugega, sam riž in to je to. Kaj pa, razen gelov vmes, še kaj rada res vmes ješ, na stotki si pa lahko prvoščeš tudi kaj bolj, recimo, konkretnega. Ja, na obali sem sam gele.
V bistvu sem na tranziciji na 50 km sem spila samo juhco, Mhm. ostalo pa samo gele na stotke, na obale. Koliko je Pol, to bilo gelov, pol vsega skupaj? No? ja, ne vem, koliko jih je bilo. Vzamem jih na 45 minut, no. Mogoče sem kakšne tri spustila. Prav si Tako. imela poln ruzak teh gelov in to si papcala pol. Ja, pa v bistvu sem imela na obali support, Mhm. Aleša Frlica, tako da to je bilo kot pri Formuli 1, ko sem prišla na okrepčevalnico, flaške not, bidone, geli, oni, ko sem jih porabila ven, friški not, tako da to je bilo 1, 2, 3, vse rešeno in sem šla dalje. Pa to je noro. Mislim, Ja, tako da nisem rabila gelov toliko s sabo nositi, no. To je bilo super. se pravi, support na vsak način pomaga, ne samo zato, da te oskrbijo, pa tudi vidim, da zaradi psihološke podpore. Ja, meni ful pomaga support, ja. Res, tako da tudi letos grem na obalo, upam, da dobim support kakšen, pa pol drugo leto, ko bom šla na Lavaredo, tudi upam na kakšen support. Mi pomaga, ja, predvsem za glavo, ja, da ko pride kriza, ko si že tik pred tem, da odstopiš, da ti nekdo reče, imaš to, boš z borbo in greš do cilja. To je, Tako da mislim, ja, support je evo, super. če drugega ne, vsaj v drugi polovici praviš. A ne? In kaj pa, mislim, ok, zdaj si moram te vprašati, a ne, ker si dala praktično vse slovenske trele, če si bila na tukih parjavljena skozi. Si zapomnila, kjer ga, da ima res dobro, ne vem, podporo ob progi, pa da je navijačev veliko, pa da te že ti zmal ponese. Kje bi postavila, kje je tazga, no? Ja, to še Oh, nobenega nisem vprašal. ja, se zdaj pa jaz razmišljam, ker sem res bila na tolki, da prav Kje ne si? vem točno, da bi bilo, Ali mislim, pa da so prostovoljci bili toliko pa zagrizeni, da te že to dal ja, na mislim, zdaj, smešno. na primer, ta pod Brdo mi je ful fajn, no, tam imaš na tej 40, oziroma 42, ki je res ogromno ukrepčevalnic in tam so res vsi ti prostovoljci polni energije, harmonika, ni da ni not po šumi, fajn je, tam je res prav vzdušje, no. Tako da, kaj se tiče teh prostovoljcev in tega, so tam res. Prva Super, liga. pa To, podolja. to. To mi je zdaj, sem se pač najprej spomnila tega Podbrdaja. Ja, Ampak oni imajo že, načeloma ja. so prostovoljci povsod superno. Si se kje, Ja. kaj pa, a si se kje izgubila, recimo? A si se na katerem trailu že doslej izgubila? Evo, to tudi, če nisem nobenega zares vprašal, če nisem sam povedal. Mislim, največ, ja, zgubila sem se na Ljubljana trailu parkrat. A ja, ok, dobro, Uh, tam se vsi izgubijo, še kje drugje mogoče. Ne, druge pa niti se zdaj ne spomnim, da se bi. No, mogoče, da sem kje par metrov predaleč odtekla, pa sem pol ugotovila, da ni več zastavic in tega, pa sem se vrnila, šla nazaj na pravo pot, ampak da bi se kje prav zgubila, pa ne, mislim, da se nisem, no, da sem kar v redu speljala. Ampak, ok, zdaj pa tako primerjava, zdaj pa hrvaške, pa slovenske, pa še kakšne druge trele, no, organizacijsko gledano, Slovenci ne zaostajamo, kot slišim, včasih še celo prednjačimo, kar se tega tiče, ali kako pred tujci, ali pa. Jaz niti nisem neke po tujini še tekla, no, tako da težko kaj primerjam. Bila sem na vaški tekmi na Hrvaškem, dvakrat, pa Tenerife lani, to je pa bilo od tujine to, no, kaj sem tekla. Tako da ne poznam neke tako ful cene. Kako slovensko poznaš, kjer je najbolj zaguljen v Sloveniji, K24, Križka 50, Vipava, kjer je zaguljen? Ha? 40, Ja, kot Podbrdo je tudi bi zaguljena. pod Brdo kar rekla, ja. Ah, Ta gorski maraton je res zaguljan. Ja. Ne vem, ali vsaj meni je, glavnem, je kar vsem. precej težak, sploh tisti del, ko je že tam čez Durnik gor na Porezen, tisto res je strmo, no, in res ga ni konca. Vleče se tisti spust, celo Noro, večnost. Tako res da je. tega bi izpostavila, ja. Tako, evo, Najbolj. me veseli. Podbrdo GM4 je zadržal Luriko, oziroma prvo mesto med najbolj zaguljenimi gorskimi maratoni. To je bilo nekoč, ja, zdaj so vse treli, ampak ja, še zmeraj Ja. drži primat in mislim, da so fanti tam čisto veseli, da pač uspejo tako težko dirko že 25 let, ne samo vzdrževati pri Ja. življenju, ampak jo lepo graditi in še tam bi mogla iti stotko, ja, vidiš, zakaj pa tam Ja, ne greš. ne, tam pa mislim, da ne vem, če bom šla kdaj stotko.
ker res je težko, no. Pač pa se ne vem, stotka ima 7 jurjev ali koliko ima višinca. O ja, Ja, in ko pomislim, da gre isto trasa čez ta Durnik, pa gor na Porezen in pol še ne vem koliko kilometrov naprej, ne vem, ne bom rekla nikoli, ker ne, ampak zaenkrat še ne bo stotke, verjetno tam tako hitro pri meni. Se bom malo norišnica. počakala. Mislim, koliko je kjer je stotke v Sloveniji, ki te še čakajo? Je K24, ok, pa Podbrdo, kje pa je še stotka, kjer stotkov so še pozabila omeniti. No, se ni toliko velik stotk, spet Ja, ne, pol, se sam še pomem, Vipava, 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 pa Opala obala. sva rekla, Uh, ne vem, zdaj se pa tudi sama ne spomnim, da bi a še še bila. kakšna stotka? Kaj zdaj le bo kdo vrgel kaj v ekran, se tam dere kako tega ne veste, Ja, ko ampak se tega ne spomniš, kako ja. tega ne veste? Mislim, bila je šlo 100, ja, vse so bile stotke, ki jih ni več, recimo, ampak aktualne stotke, ta trenutek, da bi jo kje lahko, ok, ne vem, 120 na Julian Alps, recimo, ne, A ja, ja, če rečemo vidiš, ja, tem to ja. podaljšana stotka, res ne, bog ne daj, da to spustiva. Ja, Uh, res je. In to je ampak pa verjetno to. kar se Ne vem. stotk tiče, no, tako, a ne, 100 Ja. plus, tako. Julian Alp si bila, to tam vem, da si bila tudi na krajši, kakšno Ja, daljšo. ja, to so bili ti začetki, ja, koliko je bila 15 kilometrska, se ne vem, tu nekje. Tu sem bila, po mojem, dvakrat, pol pa na 25 enkrat ali dvakrat, pa lani na 50. Zdaj bi Mislim, šla pa da, lahko ja. na 80, pol pa na 120. Pa. Ja, je bilo v planu, da bi letos šla na 80, ampak se mi gli z enim drugim dogodkom pokriva, tako da letos ne bo Julian Alps za mene. Ne, dobro, Bom pa spustila pustimo tekmo. to 80, ko bo šla druglet na 120, pa to. Ja, bomo videli, ja, kakva bo forma. Kako? Zaenkrat drugo leto je res fokus na ta Lavaredo, no. To res bi jo rada oddelala, da glih ne umrem, no. Tako da drugo leto s fokus na Lavaredo. Povej mi, Sabrina, koliko uspeha na stotki je glava, koliko pa so noge, telo, po tvojem mnenju? Jaz mislim, da je Pretep. predvsem glava, ne, tu največji faktor. Mislim, ok, Ker, če nisi pripravljen, pač ne boš pač zlezel, ker boš odpovedal telesno, ampak ok, natrenirati moraš, pol pa glava. Hočeš reči, da tudi bolje trenirane glava nese pa odstopijo kot slabše trenirane, recimo, če imajo dobro glavo. Hm? ja, mislim, jaz na primer sem razmišljala naslednje leto, da bi šla na 100 milj Vipavo in bolj sem si seveda po tej stotki na Vipavi tudi premislila, ampak vem, da bi na primer lahko noge natrenirala, da ne bi bil toliko problem, kaj se telesa in nog tiče, ampak mislim, da pa glave še pa nimam pripravljene za tako razdaljeno. Tako da noge se še da natrenirati in telo, pol pa je glava, pa nekaj drugega. Se In pravi, mislim, da še 100 milj ne bo pri meni tako hitro. Se pravi, najprej to lavaredo teh 120, potem pa še kakšna stotka, pa še take stvari, preden boš ti se vrgla v te milje, ki jih pač vsak ultraš mora v življenju narediti. Ja. Ja, te milje še bodo po mojem počakale nekaj let, imam občutek, no. Ja, vse mislim, da še imam dovolj časa za te razdalje. Če bom Če, najprej par stotk, pol pa mogoče kdaj, ja. Ampak ko bo res glava, ne 80%, ampak 100%, 100% pripravljena, no. Takrat bom šla na 100 milj. Zdaj še, se pravim, po tej stotki Vipavi je vsa želja po 100 milki splavala po vodi in sem rekla, ne, nisem še pripravljena na te ja, no, razdalje. no se prav, da o tem govoriva, no, ker se mi zdi danes, da ker gre vsi že na 100 mil. Počasih se Ja, sliš, od koga da je vse skupaj tako lahkotno, to je popotovanje, za kjer ga si vzameš en dan in ja. ampak ni čist temu tako, no, a ne, mes Mislim, pač. jaz bi si želela prvo 100 milko odlaufati, mislim, ne zdaj, da grem tja na sprehod, ampak da jo pač oddelam koliko toliko, ne, in se pravim, rada bi bila pripravljena res na to, ne, da ne grem z glavo skozi zid. Imaš tremo zvečer pred dirko, recimo, ne? Ali pa zjutraj, ali pa težko spiš zadnjo noč pred. Hm? Ja, ja, to že ja, imamo. Pred vsako tekmo je, mislim, malo moraš biti zjučen, no. Tako da pravijo, da se moraš naspati 2 dni pred tekmo, ne, ker zadnje noči tak
ne spiš načeloma, ne. Staro pravilo, ja, čeprav, ja, Ja, ajde. ja. Mal živčnosti pomeni respekt pred razdaljo, ki te čaka, recimo. Predvsem to, ja. Ja. Ampak recimo, če reš pa na K6, pa veš, tistih 27 km bom že, si tudi Pa. nervozna, ker tam boš pa hitreje šla, boš kompetitivna, bolj. No, zdaj si me spomnil na K6, ja, to je tu ena taka zaguljena tekma, ja. Je bela Tudi, cesta. ja, je kar zalogaj ta tekma, no, tudi. Pred njo imam tudi kar respekt, precejšen, no. So kar tisti kucli, strmi, ja, je zalogaj. Razmišljala, da je sem guliš tok te ravnine, da bi en cestni maraton 2, 3 odbila čistko. A? Ne. To pa ne. Je bila Hm? želja, da pač naredim neko kljukico, da grem maraton, ampak ne, sem šla zdaj letos ta Wings for Life, koliko mislim, da 31 km sem naredila in je to bilo too much, preveč, ne vem, ne predstavljam si 42, no, te ravnine asfalta. Sploh pa ne, ko pač gre za nekim časom. Verjetno, če bi se prijavila na maraton, bi si želela nek dober rezultat, ne. Ampak ne vem, če nisem pripravljena no, za maraton. Mojem raje, kako stotko več. Ja, Je ja. lažje, veliko lažje. Zanimivo, no, to bom Ja. zabeležil. Ja. Te bom še kdaj podražil, da kaj ne gre že na ta mar. Uradence, uradence, ki je dosti zaguljeno, tam je vroče, še poleg vsega, ne, res te življenje mine na tistih prekmurskih ravnicah, ampak je pa stvar, ki jo moraš narediti. Če te prav razumem, Sabrina, ne greš ti na nobeno tekmo samo za udeležbo, ampak si tekmovalka. A? Je to v tebi. Mislim, v prvi vrsti grem preživeti, ne, da Ok, pridem sploh čez cilj. kljubca. Ja, pol pa, ja, mislim, če vidim, da lahko kakšen rezultat naredim, se potrudim, ja, ampak itak vidim že na štartu, kakšna je konkurenca in ko vidim, ne, pač, da so najboljše, pol grem, ja, samo da pridem do cilja. Ampak ja, včasih pa, ko vem, da lahko naredim dober rezultat, zakaj pa ne, se potrudim. Včasih uspe, včasih ne. To je pravi, ful je odvisno od konkurence, no. Šteješ pol stopničke pa zmage, če ti bi te vprašal, koliko imaš tega, bi Ja. vedela iz glave povedati. Hm. Ja, mislim, zmag nimam toliko, ne, tako da to je res lahko reči, ne. To so štiri. To pa Uh, štiri, mislim, a veš, ja. mislim, štirikrat si pretrgala Uh, trak, to že nekaj pomeni. ja, ne več, mogoče imam malo več stopnička v kategoriji, no. Absolutno bolj malo. V Pa tudi, kategoriji se jih je malo več nabralo. Čeprav da sem tudi v taki starostni kategoriji, ko tudi mm, sem vedno manj na stopničkah, no, ker so te vse ostale punce res toliko boljše, no. nekaj pa imaš tekst, mislim, kar pogosto ali pa skoraj na vsaki tekmi. No, ok, kakšna se ti po nesreči, ampak v Ja. kategorijo potegneš tisto Ja, včasih pa medaljo. se pravi, kakšna kategorija včasih uspeja. Ti pa kdaj slabe volje, ker si bila četrta. Ne, ni to, ni slabe volje. Mislim, včasih sem mogoče edino, tam bi lahko mogoče šla hitreje, to mogoče kdaj, ampak da bi pa bila slabe volje, to pa nikoli. Ne, To je dobro. to pa res ne. To je lepo. Ja. To je fajn. Mislim, zakaj bi se jezil zaradi nekaj, kar je pač privilegij zdaj? Kakšne poškodbe si kdaj že pestovala, kaj lažjega, mogoče hujšega še ne. Ne, moram potrkati, nič, samo imela sem po drugem backyardu samo to tekaško koleno, to, da me je koleno ful res bolelo, to je bilo pa to, no, drugo pa nisem imela nič hujšega. No, Ti rahli zvine, to je no, pa to. ta Upam, da pa nesrečni ostane. backyard, no, ta backyard, no, zdaj tak koncept backyarda, no, ki je, mislim, sadomazohističen na en način. No, pa ti mi ti povej skozi tvoje oči. Mislim, ne moreš se premikati zvezno, kontinuirano, ker te ustavijo na vsake 6,7 km. In pol moraš spet začeti in, da vem, kdaj te mine vstati iz tistega stola, pa reči, ne morem več, za božjo voljo. Letos sem se pravi končala po 18 krogih, ker noge več niso, enostavno niso več dale, no. Res so me tako bolele, da se pol iz tistega stola za naslednji krog nisem mogla več, prav nisem mogla zalaufati več, res je bila že kriza, no. Tako da noge so me izdale, pa glava verjetno tudi ima zraven, vse skupaj. A bi bilo boljš,
iti počasneje, pa rajš ne se usest, ne vem, razmišljam o teh taktikah, vsem se moraš, vsem vizualiziraš, kako se boš usedel, pa nekaj spil, ali Ja, kaj. se v bistvu, ja, letos sem ugotovila, da so me noge najbolj bolele, ko sem se sedla. Takrat so me ti valovi bolečine, to sem dobila po nogah, ko sem sedela. Mhm. In ko sem mogla vstati, to je bilo najhuje, ker nisem mogla prvih korakov, mislim, komaj sem prve korake naredila, ampak ko sem laufala, je bilo koliko toliko ok, ne. Tako da se verjetno ne bi smela sploh sest, ne, po mojem, no. Ampak vedno med krogi sanjam o tem, ko si rekel, ja, da se sedem, da malo popijem, da to, no. Ampak ja, najhuje je bilo v bistvu, ko sem sedela, no. Takrat so me noge najbolj bolele. Mogoče bi mogla naslednji backyard, ne vem, se ne sest, ampak to je po mojem nemogoče, no. Ali pa manjkrat, ali pa ne vem, se ne vem, se ne vem, ne bo še Ja, tudi odvisno ampak od vremena. tečemo pa drugače, mislim, počasi, no, tam tempo, ne vem, 7:0 recimo tu nekje. Tako da, Pa ti še vseeno stane 10 minut, recimo, ja, slabih 10 minut, a ne, slabe. za Tam tistih. nekje zdaj na zadnje smo Mhm. imeli, ne vem, na 7 minut pauze, tu Ok, nekje. ajde. Ja. Ne toliko, da bi se res kaj odpočil, ker začne Ne, cimljati ne, ne. prehitro, hkrati pa vsaj malo zadihaš. Kaj pa, mislim, teh 24 si imela sigurno v glavi, no, teh 100 mil, no, pa deva reči, teh 100 mil saj na backyardu bi bil. Pa mogoče je bila majhna želja, no. Ampak bolj je bil cilj, čeprav pravijo, da ne smeš na backyardu imeti cilja, ne, da grem vse en krog več od pač na zadnje, ko sem tekla v Ljubljani backyard. No. Tako da cilj je bil, ja, en krog je šel več, to je bilo pa to, ni šlo do 24 krogov še kar zmanjkalo nekaj. Mislim, ja, sliši se malo 6 ur, ampak v bistvu je pa to pol dni, nisem cel ših skoraj, mislim, noro. Ja, je še kar dolgo, ne. Tako da, ne vem, bo očitno teh 100 mil še res počakalo. Ampak boš drugo leto si zraven, ker je to vaša domača dirka, tle ni zdaj kaj. Ja, to skoraj moram, ja. V Ljubljano tudi greš letos, oktobra, spet? Še ne vem, se še odločam. Nisem še odločena, no, še bom videla. Nisem se še prijavila, tako da bomo videli. Ne vem. Preveč vsega, preveč Ja, vsega. preveč je vsega. Čeprav se pravim, letos grem Okay. na kar manj tekem kot lani. Da imaš Lavaredo za oddelati v letu 27, pol Ja. boš pa kamne seštevala, pa se dejala Ja. ti žreb za UTMB, a ne? A Sem ne? se že lani dala, tudi Aj, nisem bila žrebana, letos se nisem, ne vem, drugo leto še, po mojem, se tudi ne bom dala v žrebno. Ne vem, drugo leto grem na Tenerife spet, pa pol tala v redu, je kar, v tem je kar malo finančni zalogaj tudi, no, tako da ne vem, bomo videli, no, ampak po mojem se še ne bom dala v žreb drugo leto, bom počakala. za 8, ne sme biti vse v enem letu spet, ja. Ja, res je, ja. A veš, da imaš take cilje, Moram pa malo pustiti, če imaš do mohti naslednje leta. drugačen, če je vse en za drugim brez veze, a ne? Za vse še čas, tako da, za vse še čas. Kaj s temi Tenerifi, no, letos vam je dirko odnesla, tale orkan, ali kaj že bilo. Ja, vreme je bilo neurje, ja. Tako da so odpovedali dirko, ja. Ampak to ste bili že, kaj, to ste bili že z ekipo že lansko leto ste bili, pa vam je bilo tako všeč, da ste rekli, letos gremo spet po zimi. Ja, lani smo vsak imel neke težave, pa smo rekli, da moramo iti popraviti to Ah, letos. Tako da, ah. ja, smo imeli neporavnane račune. In letos so ostali neporavnani. Ja, Ja. in so še ostali, zato pa drugo leto se vračamo. Kaj ste ampak vi ste vsem pol tam izkoristili tisti čas, ko ste Ja, bili ja, tam. vsak dan smo laufali, no. Tako da smo izkoristili. Sicer smo se držali res samo enega kraja, pač tam, kjer smo bili, nismo nič šli na druge konce Tenerifov, ampak je bilo super. No, ampak vi ste bili, Ekstremno ste se super. umaknili tej nevihti, mislim, a ste bili kaj v Ja, ni stiku? bilo, mislim, je deževalo, pa en dan je res ful veter pihal, pa da se je res vlilo, ampak ni bilo pa neke zdaj, neke ful. Sicer je, ko smo šli laufat, da so bile ceste odnešene, pa tudi ful je bilo prepovedano, no, potke so bile s trakom dol, pač nisi mogel tam laufat, no, tako da, ampak je bilo fajn, no. Je bila ta odpoved potem umestna, no bom tako rekel, ali bi se
dobro, sej pol vsak je lahko pol pameten, ker recimo gre neka stvar čez, ampak bi se dalo takem vseeno dirko recimo izvesti ali Mogoče je bilo ok, da je bilo odpovedano, no? Ker konec koncev še je bilo na vrhu tam pod vulkanom, mhm. še bil nekaj malega snega. Ja, po mojem je bilo upravičeno, no? Mogoče bi lahko bila ta kakšna krajša izpeljana, 50 oziroma ta 47 pa 20, ostale pa mogoče so bile z razlogom, mislim, so bile upravičeno odpovedane, ja. So vsaj četrtnino prenesli v drugo leto ali Ja, zato se vračamo, ja, ker se nam je štartnino prenesla, ja, na drugo leto. to se Tako pa, da, to je treba izkoristiti. To je pa ja, tudi, tudi, vse to, to, ja. pa tudi Štajerci ne pustijo vnemar. Ja, to je pa treba. Koliko se je pa šlo dol? Kakšna je bila ekipa? Šlo nas je 5 dol. Ja, 5, ko smo bili skupaj v apartmaju, pa še 2 sta bila tudi tam na istem mestu, tudi iz bande. Pa drugo leto nas zaenkrat gre, mislim, da 5, ja. Kdo ima najbolj nore ideje v pohorski trail bandi? Ja? Hm, Ja. težko reči, ker ste vsi malo nori. Saj. Po mojem ima vsak, ja. Vsak kako noro idejo, vedno. Kdo pa, ok, kdo najboljše fotke dela, vemo, to je router. Točno Kdo največ tako. piše, tudi router. Res je. Kdo pa največ govori v pohorski trail bandi? Kdo največ govori? Da jih malo upravlja, ampak se prav. Malo jih Oh, fora. mislim, da ima vsak vedno veliko za povedati. Ne vem, če je kdo zdaj taka, kakšna izjema. Uh, Smo kar tu, no. Pač vsi so fajn, res, ful sem vesela, da sem našla to bando, oziroma da so oni mene našli. Vsi so sproščeni, taka res fajna ekipa smo, no. Kljub temu, da se pač ta ekipa širi, ste ohranili ta, bom rekel, povezan duh, ekipni, Jaz mislim, tovariški. Ja, da smo, ja. Res smo ful povezane. Imamo ta nek tudi smisel za humor, no, sploh po tekmah, to druženje, mislim, super je, no. Fajn je. Ti sobote gremo pač kakšno rundo odlaufati po Pohorju, bolj po zimi, načeloma v zimskem času, ko ni toliko tekem. Gremo skoraj vsako soboto laufati po Mariborskih gričkih ali pa po Pohorju. Fajn je. prav. Mislim, zelo lepo. Zdaj, v svojem domačem okolju, tam v Prlekiji, imaš tudi kaj kolegov tekačev, vem, da je ne vem, Lovrec iz tvojega domačega kraja, Ja, znani slovenski birmal tekmovalec, ja, če smo že pri tem. res Ja. je. Vem, da imate tam v Ormožu imate močen klub, pa močne tekmovalce, tudi na cesti, močne tukaj v Ja, trailu. Ja, sicer ja, tako ne poznam tam tistih, ko so v klubu, Luka seveda poznam. Ne, ostalih pa ni, sploh v trailu trailu jih pa ni, ni. praviš, si pa ti redka ptica z teh Ja, koncev. mislim, da ja, no. Zdaj upam, da nisem koga, ne vem, pozabila omeniti, ampak ne vem, da bi kdo bil, no, tam z mojih koncev še v trail vodah. Tako Ja. da ja, verjetno sem bolj kot ne edina, ja. Nimate veliko daleč do Maribora, pa nimate veliko hribov tam. Pa, ja. Ni, ja, Tudi ni tam pri Haloze so nas, v daleč. Svetem Tomažu, ni nekaj gričkov, da bi Ja. se razvili, kakšni trail tekači, no. Čaki, kaj pa, tole mi moraš povedati, a ne? Pa, če sem že omenil birmal, moram pa omeniti še biratlon. No? Vem, da si reklamo delala za to, pa pogovarjala sva se, Gerečja vas. Evo, to mi povej. A? Ja, to so pa prijatelji, ja, so organizirali ta. Sicer biatlon, sicer nisem bila tam, ker je bila takrat Vipava, oziroma oni so imeli to v nedeljo, pa sem prišla iz Vipave samo na konec, ko Na so že žurko. bili zaključili. Ja. Nič, to je bilo pa, da sem lani na obale, so me prišli kolegi presenetiti. So tam nekje na 80 km so imeli plakate in vse to. Nisem jih sploh pričakovala, ful lepo od njih. Pol pa naslednji dan smo šli na pijačo in pač malo, noben ni tekač drugače v tej ekipi. In sem pač malo omenila, da obstaja Birmal, pa je bil en tako organiziral Miha. Res, da mi to malo pove in sem malo povedala koncept te tekme in je rekel, jaz to moram organizirati. In je pol res aprila organiziral tam v Gereči vasi in mislim, da je imel koliko 80 ljudi, mislim,
dogodek mi je res uspel. No. In koliko sem se pogovarjala z ostalimi, ko so se udeležili tega, so bili res zelo navdušeni. No. Ma pa mislim, da 5 kilometrov, pa da se na vsak kilometr spije malo piva, tako da ima malo drugače, ja, kot je v resnici. Ja. No, ampak se pa Pa tam sliši. še hitro kakega kratkega zraven dobiš, no, nisem pir. Se pravi, tekma ostaja na seznamu, na koledarju, bo Ja, tradicionalna. ja, bo ostalo. Koliko sem se pogovarjala z njim, bo naslednje leto ponovil ta dogodek. Ja. Se Še pravi, verjetno z večjo udeležbo. No. če boste šli v, recimo, na Ptuj, na Markoton ali pa na Unt, ta Backyard Ultra, pa če boste odstopili po 5 krogih, greste potem v Gerečo vas, pa tam Tako je. nastopite na Biratlonu, spijete vse pivo, pa greste nazaj navijati, no, glavno, no, nisem nore stvari. Ja, Letos me ni bilo v Sloveniji, takrat, naslednje leto sem si to že dal v koledarček, ko sem ga te moram pač vprašati, ker pač kot ljubitelj tega žlahtnega napitka me zelo mika, da bi se te resne dirke pač udeležil. ja, Ja. mislim, da ti ne bi bilo žal. No. Tako da vabljen naslednje leto. Evo. Evo, zdaj sem V malo Gereči reklame vas. naredil. Gereča vas je na seznamu, spoštovani, spoštovane. Biratlon, edinstvena dirka v Sloveniji, samo 5 malih piv, pa 5 km. Mislim, to do tega ne zmore. Mislim, resno, mislim, do tega ne zmore. Če so že pri traparijah, a ne, pa še eno stvar jim moraš povedati, tale poni, Ja. kdo te je pa zvlekel v tega hudirja. Ja, to je bila vedno, mislim, je bila neka želja, ampak nikoli ni bilo nobene ekipe. Ok. Potem sem pa šla prvič, se zdaj ne vem, koliko je to, 6 let nazaj. V bistvu z mojim bivšim fantom in njegovo družbo, no. Sem šla, oni so imeli to tradicijo, da so hodili vsako leto in pol sem šla z njimi. In me je navdušilo. Res, predvsem zelo, zelo zabaven dogodek, no. Jaz to bi vsakemu priporočala, da gre, ne? Da si Ta, tega ponija nabavi in kje si požene dobila tega hudiča. ponija? Kje si dobila ponija? A? Ja, ponija je pa bilo tako, da tu pri nas so bili res ful dragi zaradi tega dogodka. In pol Mhm. sem ga našla v Zagrebu za neko smešno ceno, ker tam ne poznajo tega dogodka in načeloma pač samo pelje ta bicikel. In sem šla v Zagreb po njega, ja. In še imam vedno zdaj 6 let že. A veš, da to pa nisem nikoli pomislil, a ne? Ker smo se veliko pogovarjali okrog tega, a ne? In ti poniji dostrigajo na astronomske cene, a ne? Ja, In potem tisti, ki vejo, zakaj se gre, še to navijajo, ta cena, bog ne daj, da bi kupoval ja, kakšnega novega. Ma tja moraš iti, ki še pojma nimajo, kaj je to. točno tako je. Zdaj bomo Ja. vsi hrvaško bolho pregledovali, kje prodajajo te ponije za 45 evrov. Ampak ti služi, ga vzdržuješ, je to tako, kot mora Jaz, biti. super je, deluje. Tehnični pregled, da vedno skozi, ki ga moram upraviti tam na dogodku, tako da Aha, je. to je še Ne, tam še tehnični pregled. Mislim, kaj pa gledajo, bremze, kaj gledajo, ja, ja, ketno. bremze ti preverijo, ja, če delujejo, pa malo zavrtijo, da vidijo ketno pa to. Ampak ja, pač, če hočeš dobiti tisto nalepko, ko si jo načeloma nalepiš, moraš najprej upraviti tehnični pregled, ja. Ampak res je super dogodek, mislim, eni so ful izvirni s temi upravami, pa polje žurka, žurka je prej, žurka je med, žurka je po, fajn je, v glavnem, res je fajn. Ti imaš vsako leto drugo pravo ali. Ja, vsako leto kaj novega, ja, ampak nisem nič kaj tako posebnega. No. Eni so pa res zelo, zelo izvirni, no. Tako da vsake in čast. Ampak letos so se bilo, mislim, koliko se je bilo letos? Ja. Ogromno, no, to govorijo zdaj že v tisočih ali kaj ne. Ja, ja, sigurno, ja. Pa v bistvu se takoj se razprodano. Mislim, da je bilo leto oziroma lani v enem dnevu že takoj razprodano. Ful hitro je bilo, no. Tako da, če se bo kdo odločil, treba res takoj zagrabiti. In to je en teden po vaši backyard ultra, ne? Tam Ja, nekje, a ne? ja. Letos je bilo glih takrat, ko je bilo to Evropsko prvenstvo na Veliki Točno, ko je bila planini. velika Ja, planina, to je bilo tisti vikend, ja, ampak to to je mislim, da bilo tisti kolesarjev ni vikend. več motil. No, sej. Tako da, ja, fajn je. Koliko Ampak časa, koliko časa rabiš za to reč? No, če to mi povej. Koliko se kolesari, ja, a skozi kolesariš, ali daj tudi se stopiš, ne, pa ne, laufaš ob ne. kolesu. Ta poni mi ne gre, res mi ne gre. Rabim kar koliko uro 20, tu nekje. Tisti boljši imajo, ne vem.
koliko je imel Luka Kovačič, malo čez 30 minut, ne vem, Pod krepko za po 40, primerjavo, ne? brez veze. Ja, 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 ja. Ne morem boleti cel čas noge. Enostavno so nekje tako strmi sponi, da ne morem sploh nog zavrteti. No. In pol stopim dol in mal zraven tišim, poni, pol grem spet gor, tako da ja, malo tak, malo tak. Ampak grem res za zabavo tja. No. Mislim, evo, veš, to je tu še na moji bucket listi enkrat, ko bom šel, bom dobil v Zagrebu ali pa v Varaždinu, ker sem pocen poni, pa bom šel, Ja. ker, a ne, bog ne dej, da bi kakšnega starega zdaj shranil, bi že, no. To so taki, to so dobri heci, no, to Ja, to je res fajn. No. Pa se škoda, da Red Bull nima, ker to ima Red Bull, ne, da nima več teh planica velikanke. 400. Ja. To je To si tudi bila kdaj? A bilo. si bila kdaj na Ja, ja, velikanki? dvakrat sem bila, ja. Pol so A pa si, prekinili, ja. Žal, pač škoda res, to je tudi bil en taki fajni dogodek, no. Mislim, noge so konkretno pekle, ja. Ni to, kakšna strmina je gor do vrha letalnice, noro. Ko pač imaš občutek, da če seš malo nazaj naredil, da se boš, ne vem, prekopisnil nazaj, ja. Res je. to v bistvu, mislim, brez tega, da z rokami delaš tam, pa plazaš se. Ja, mislim, tako je strmo, da moraš roka uporabiti, ja, malo primeš. A ti kaj zdrsa, mislim, kaj pa v butu, no, a na tisti mreži ti, ki te namrežca tam, ali kaj je Pa tisti, ni nekaj drselo, koliko se spomnim. Ni bilo. Imela sem to takoško, trail takoško bute, ja, pa je bilo nič v redu. ni. Ja, ja, je bilo v redu. Ja. A je kdo bruhal tam na... Evo, mogoče so ok, ja, ker je res da vetra, ja, Mislim, ta planica. to si predstavljam, da vsi hropajo, sem tam zrak jemlješ z vsemi, bom rekel, pa ne, z ušesi vred, dihaš, mislim, ne vem, kako tam dihaš. Ja, pa prvo Mm. leto še nisem prav vedela, kako gre to, da še lahko prideš v finale in greš še enkrat gor. In sem pač šla prvi spon, seveda umrla skoraj zgoraj, pol pa si vzamem tako na easy, grem nekaj pojest, pijem Red Bull, grem še do polovice gor ob strani peš, da sem še gledala mal, kaj so imeli te štafete, pol pa nič grem domov. Pa še tako grem mimo teh rezultatov, ma dobro bom pogledala malo rezultate. No, vidim, da sem v finalni seriji, kar pomeni, da še bi enkrat mogla goriti, ne. Tako da ja, mislim, da sem zadnja prelaufala tja not na štartni prostor in pol še enkrat gor, ja. Nisem pričakovala tega, ja, ampak ja, sem mislila, da bo enkrat dovolj, ne, ampak ni bilo. Mislim, jaz bi ti Ja, si Red Bull imel, ne vem, kje. ja, vse je bilo tu gor, ja. Ampak Oh, šla pol drugi celo, mislim, da boljš. za minuto boljše, no. In, in se Red Red Bull mi Bull. je dal krila. Ja. Mislim, no, mislim, ni je stvari očitno, ki je Severina Pučko. Ne. Čak, kaj sem že videl? Čak, kaj sem že videl? Pišem zdaj en tekst o tekaški športni disciplini, ki se prijemlja v naših krajih in le hudirja. Ne. Pred telim pogovorom vidim fotke, da je bila Severina Pučko tudi tam. O čem govorim? Začne se na H, reče se mu High Rocks. Ja. Kdo te je pa to, mislim, to tudi, Ja, a tudi High Rocks, Sabrina. High ja, Rocks. to sem poskusila, mislim, še bom šla, izboljšati čas in enkrat dvojice, pol bom pa s tem zaključila. Ja, to je pa, ugotovila sem, da rabim mogoče kakšne vaje za moč kot tekačica in sem pol našla en fitness v Mariboru, Timber Fitness Center, Mhm. imajo te funkcionalne vadbe. In tam sta dva mlada fanta, Miha Ramšak in Matjaž Potočnik, super trenerja, res strokovna, in imajo tam tudi Hyrox vadbe. In sta mi rekla, pa zakaj ne bi ti Hyrox provala? Sem rekla, pa ne bom Hyroxa provala, mislim, laufati znam, ampak te uteži, to pa meni res ne gre. Ne. Ja, pa daj pa probajmo, pa sem pol par vaj tega naredila tam, pa je bilo za umret težko, res. Ampak ja, mislim, daj sem si mislila, daj pa probajmo, ne, se ena kljubca več, je, ne, da neka nova, neko novo stvar še probam v lifeu. In ja, sem se prijavila na Dunaj, na ta Hyrox, sicer trenirala sem ful premalo, enkrat na teden samo, pa takrat sem imela tudi te težave s pomanjkanjem ferritina po setu, tako da nisem mogla niti trenirati tako, kot bi mogla. In ja, težko, zelo težko.
težje kot, ne vem, če mi je bil kjer trail tako težek, kot mi je bilo tista ura 22, ali koliko sem imela, kot pač ja, res je. Pač v coni 5 sem bila od štarta do cilja. 8 km odtečeš, vmes ne delaš pa, kar je že samo po sebi, recimo, ne, ajde. No, ne, tudi če bi jih laufaš 4:0, je to več kot pol ure, že laufaš 5:0, je to 40 minut. Ja. Pol moraš pa vmes narediti še 8, kjera vaja ti je najtežja, da mi povej. Žoge. Ja, to je zadnja vaja, ko moraš vršiti 100-krat žogo v Dobro, zrak. tisto tablo v zrak, pa sodnik Ja. gleda zraven, da ne delaš na pol ali kaj. Ja, ja, zraven imaš tega sodnika ali to, da gleda, da pač počep, res moraš iti do konca v počep. Če greš neki polovični počep, ti skansla pač zgoraj, da pač ti ne šteje, no. Se pravi, globoki počep in potem Ja. avč. To mi je bilo, ja, to mi je najtežje vajano. Tu In ta sem je na bila koncu, pri, in ta je zadnja. ta zadnja, ja. No, tu sem mislila po 50-ih, ko sem 50-krat žogo vrgla, sem mislila, da ne bom pač dokončala. Res je bila kriza, ne. 100-krat sem mogla žogo odložiti, da sem malo zadihala, pa pol spet dalje, pa Vmes čas teče neusmiljeno. Ne. ja, res je. To pa kakšno to potiskanje sanino, To se s ni, tem še jo. imam težave, ja. S tem še Kaj pa imam težave. vlečenje senice, tisti so razmerno težko, ali ni? Ja, tudi, ampak mi ni toliko problemov delalo kot potisk sanino. To mi je bilo. In teža je pa pač za vse ista, ne, te pa nimaš kaj. Ja, mislim, imaš pol te open pa pro kategorije. Oni Open imajo so te težje malo, lažje. ne. Ja. Ja, ja, ja. Pa pol ženska imamo seveda lažje kile kot moške. Ampak vseeno, koliko kil je na tistih sankah za potiskati? To, Za potiskati, mislim, da nekih 102 kili, nekaj takega, tu nekje. Ja. Za vleč ajde. pa 78, To mogoče je že sem kar, zgrešila to je, koliko kilo gor dol. se pravi, potiskati enega kar zajetnega možakarja, pa vleč Ja. recimo korpulentnega tekača, no, mislim, to je kar dost Ja, mislim, teže. sploh, če res ne treniraš ravno tega najbolj, ne. Tako da je bil res zalogajno. Ampak sem rekla, da še grem, moram izboljšati čas, tako da če grem, enkrat če ponovim, pa z enim banditom še bova šla dvojice, da še preizkusim dvojice, bolj pa mislim, da zaključim pri Hyroxu, da je to to. Mislim, ja, sej, mislim, še Ja, dobro, da mislim, uspeš vse to spolgati, res dobro, dobro. ja, mislim, je kar zalogaj, da bi trenirala Hyrox pa še trail tek, ker ti treningi za Hyrox te kar precej ubijajo, no. Da bi Ampak, pol si šla laufat neko 50-ko. ampak ti ampak pod črto, no, ti treningi za moč, pa telovadnice, gym, pa pomagajo tebi kot tekačici, da si bolj, recimo, vzdržljiva tudi. Ja. Ja, jaz sem predvsem opazila razliko na vzponih. Na vzponih, vzponi meni grejo bolj slabo, Mhm. ampak ko sem začela tam fitness hoditi, moram res reči, da sem ugotovila, mislim, da sem opazila razliko na vzponih, no, da je šlo lažje. Tako da, ja, Moč torej je nekaj na tem. ja, bi rekla, da je, ja. Tako Pa da tudi, če vsaj greš enkrat enkrat na ali pa teden dvakrat. grem. Ja? Mhm. Uh, Če mi uspe dvakrat, ampak zaradi službe ponavadi enkrat samo, no, No, ampak največkrat. tudi enkrat praviš, da je razlika, se dela. No, Ja, tako, ja. očitno je, ja. Mislim, jaz jo res opazim, no, na vzpone. Tako da vaje za moč so po mojem za tekače res priporočljive zelo. Ja, ne, pa sej tako si svoje, ti narediš objavo z Hyroxa, pač pol zdaj pol trilaške scene znori, a ne, ker zdaj bodo pa vsi se na to parjavljali. Ampak je mene šokirala, ne, da je to da na nekih večjih tekmah tudi več tisoč ljudi, ker to traja cel dan in to je več Ja. startov in da so to res gromozanski dogodki, no, Ja, recimo. mislim, to je eskaliralo. Zdaj, Noro. mislim, da imajo Ja. nekje v Nemčiji ali kje, da so zdaj že na 2 vikenda mogli narediti, ker je res to, res je ogromno ljudi. No, in to je od jutra do večera so tekme, mislim, cel čas, ne. Cel čas noro. Ja, vedno več. Mislim, tu res pridejo vsi, eni, ko nikoli v lifeu niso tekli, ko ne vem, nikoli v lifeu niso nobene uteži dvignili, pač grejo, probajo pa vidijo. Mislim, ok, si predstavljam, mislim, ko sem gledal takrat začetne posnetke,
ko so bili začetki, posnetke, so bili sami fantje z, a ne, Ja, peksi, ja, pa z bicepsi, a ne, ki so se res mučili na tem laufanju, a ne. Zdaj se mi zdi, da so te hibridni športniki, a ne, ja, se razvili do te mere, da so ja, tudi vzdržljivi, pa da so sposobni tem 3:30 obračati ja, tiste so zelo kilometre. hitri, ja, A ne? ja. Da niso, mislim, je pa res, da nisem pa še opazil, rekel, tekačev, a ne, našega kova, ki in globok počep, pa metanje medicinke v strop, a ne predstavljali, a ne, zanimive zabave, da bi šli v to na suho delati, pa najbrž bi imel kar težave, najbrž, a ne. Ja. Ja, sigurno, ja. Ja, pa res ne vem, zdaj, ja, iz teka, ne vem. Banditi se niso navdušili, zdaj Sabrina je šla v High Rocks, gremo, zdaj še mi. Ne, mislim, da sploh nisem navdušen nad tem. No. Se pravi, z enim bomo šla, z enim iz bande, ampak ostali pa ne, jih ta Hyrox ne pritegne, ne. Bodo ostali na stezicah. Ta se Zdaj, je. verjetno edina pametna odločitev. A No. ja, pa ja, dvorane, a ne, Hajrok sem, ne vem pa stezice. Imaš poleg Pohorja še kakšno ljubo ti pogorje, goro, hrib, kamor pa res rada greš, kjerkoli drugje v Sloveniji ali širše. Jaz sem drugače predvsej ljubiteljica Posočja, bolj Aha, se si natančno rekla, ja, Bovca, točno. ja, in bolj tam te okoliške hribe, no. Tam Imaš v ponavadi malem grem. prstu, imaš vse. Hm. Neč še čiste, ampak imam jih veliko že, ja. Tako da Kjer ti je najljubši, da je še te prebivalce najljubše, Bovca navdušila. ja, en tak, zdaj ne vem, najljubši, ampak je tak fajn je ta svinjak, no, ko je, Svinjak, ja, glavni to, nad Bovcem. to, to. Ta, evo, Bovc ima, pekoč tudi. Bovc ima tudi maraton, pa pol maraton, pa dobro, sem Bovc. Prej sem bila lani prvič, ja. Prvič na cestnem polmaratonu, čeprav ta polmaraton je bolj trail skoraj, no, ker ima, se ne vem, koliko ima višincev, nekaj jih ima, ne? Nekih, Ima pa ja, kilometr pa pol daljši raztežaj ja, zaradi nekaj, tega, ja. ker pač drugače ne gre. Ja, ja. No, to je bil moj prvi cestni polmaraton lani, v Bovcu. No, sej, v bistvu je Bovc maraton že tako na pol mal trail, tudi a ne cel, a ne, tako da če boš daj šla, evo, šteje pod cestnega, v bistvu ni čist cestni, no. Evo, Ne če boš vem, daj če. imela res hude ambicije po... Ja, po mojem ne. Ne, ne. Šla je na Hyrox, pa noče iti pa na maraton, ne morem te prepričati, mislim, Ja, rajš če mečeš ta medicinko cesta, v zrak, kot pa... res ta cesta mi Ne gre, ne ne gre. gre. Ok, pa ne, pa v redu je, v redu, sej boš, ok, boš še enkrat kolesarila, kolesaraš tudi kaj, zdaj se spomnim. Ne, ne še, je Ne, še, želja. Želja. seveda, V bistvu nedvomno. je tudi neka taka majhna želja, da se enkrat preizkusim v kakšni polovičke Ironmana, mogoče. Ojoj, pa ne Ampak še se to. najprej moram naučiti seveda plavati, ne, ker z žabico ne bom daleč prišla, ne. Uh, Mislim, ja, malo če ja. počasneje, ja, tako, ja, ja. Tako da ja, Pa imam v planu kupiti nek bicikel, ja, da, to ja, sem kar tako vprašal, pa sem rekel, siguren, ne, sem ja. rekel, s triatlonom, pa siguren, to pa rekla ne, če bi Veste, to rekel, ne, je ma isto je, kot berec. Hyrox, da probam, no. Rada imam šport in rada probam čim več novih športov. Nisem zdaj, ne vem, nisem profesionalna trail tekačica, da bi se res mogla fokusirati samo na trail, ne. Tako da, Imaš odprte, rada, proste roke, ja, res je, prostor. ja. Tako da upam, da kdaj enkrat pade polovička, no. Ja. Mislim, noro. Pa se je rekel, še 100 mil naredi, pa UTMB, pa ji bo zmanjkalo ciljev. Spoštovani, Ne, po spoštovane. mojem jih ne bo. Ne bo, ne bo, ja, ne bo, ja. Prlečka iz Svetega Tomaža. A greš letos mogoče na Pohorje, ne na Pohorje, na Gozdarski trail, lansko leto si bila tam? Ja, grem, ja. Grem. Imam neporavnane račune tudi tu, od lani. Lani ti je nekaj zvila, ne, lani ni bilo, Ja, ko si... lani je bilo res hudo, no. Zvil me je ne vem, od 9. kilometra naprej me je zvijal, tako da hotela sem odstopiti tam, kaj je pod onim vrhom, on je jezerski vrh, kako se že Ja, reče. tako, ja, Jezerski vrh, Tam wow. sem hotela odstopiti, v bistvu pa je glih prišel en bandit zadaj, tudi je bil čist adijo. Je rekel, pa ne boj zdaj odstopila, te 10 kilometrov do cilja bomo že skupaj zborbala, tako da jaz sem se pol nekako privlekla do cilja. Tako da letos grem popravim.
probati popraviti časno, osebni čas. Damn. Ampak res je hitro ta trasa, no, tako da. Tekaška, zelo presenetljivo Zelo tekaška. tekaška, ja. Sem Zelo, šla zadnjič pogledno, sama sem šla ta krog in je res hitra. Ja. Ker takrat lani iz tekme se ne spomnim prav, ker sem ful stala in nisem imela občutka, kakšna je tekma, tako da sem šla zadnjič ogledno, ja, da sem malo približno videla. prednost domačega terena je to zdaj, ja, veš. Ja, ja. No, evo, a veš kaj, ti si rekla, preden sem začela, ne, se ne vem, kaj bom sploh povedala, zdaj minula ura pa pol, Sabrina Pučko, ne, pa še kar Ja. govoriva, pa lahko bi še govorila, po mojem, če bi te sprašal še ne 2 uri, pa te ne bom več mučil, a ne, ker imaš, a ne, treme nimaš več, pa mislim, da jo tudi nisi imela. Malo je bila prisotna, upam, da sem sploh povedala kaj pametnega, ne? Mislim, govorila si res veliko, no, jaz sem se ogromno stvari ne, novih spoznal in naučil. Jaz mislim, da tudi vsi ostali, ki so tole poslušali. Ampak deva zaključiti, pa ja, spet s Pohorjem, pa z bando, pa ena stvar mi je prišla zdaj na misel, v kateri smo se pogovarjali zadnjič na Ugledni, tudi na Gozdarskem. Zdaj se je odprla tale nova pot, krožna, ta Kozjak, Pohorje, teh dobrih 100 milj. Vem, da je eden vaših. Bojan Fišer, ja, ki Bojan je Fišer, pravi tako. kot prvi, ja. Ja, je pravi, mislim, a vidiš, a ne, mogoče bi bila pa tvoja 100 milka idealna. Ta je pa, koliko je to, 107, koliko kilometrov ful je? Ja, lahko jih je tudi, mislim, 170 jih je takoj, ne bi bilo 185, kakorkoli. No, Ja, a ne. ja. Če bi naredili dirko in jih 170, bi bilo lih nekaj zate. Ne vem, ne vem, nisem razmišljala v tej smeri, se pravim, te 100 milke še niso v moji glavi trenutno. Pa si Zaenkrat še še čas. ne, no, ne bom rekla, da se ne bom pol drugo leto res prijavila na kako 100 milko, ne, ker isto je bilo lani z obalo, januarja sem še rekla nikoli 100 kilometrov, pač januarja nikoli, pol pa sem se marca ali aprila na obali iz 60 kilometrov prestavila na 100, ne, tako da, ja. Pri tebi se dogajajo take stvari lahko kar čez noč, ja, Sabrina, ja, sem noro. Ja, pa družiš se z ljudmi, ki imajo čist preveč Ja, idej, pa ja, preveč rad. predvsem to, po mojem, predvsem družba je kriva za vse to. Ja. Da, Se pravi, če ne bi bilo v bandi, bi verjetno še zdaj te cestne desetke gulila. no, zdaj, Luka, Matej, povišajte zdaj le članarino, a ne podvojite jo, ker zdaj bo naval, da bodo vsi poslušali tole, bodo slišali, banda naredi iz običajnega cestnega tekača, ultra trelaša. Evo, če smo Ja. pri tem, mislim, noro. Brina, noro, mislim, res, a ne, pa imaš tvoja kariera tekaška, ne, da res ni tako dolga, ampak ogromno tekov si že odtekla, ogromno stvari si naredila, imaš doma ogromno medalj, ki jih spravljaš na Imam steno. vse lepo obešene. Nimam jih v škatli kot vsi, ko rečejo. Hvala Bogu. Ja, To res je. vidiš, pokazati je treba. No, to mi všeč. Ja. Evo, ne. Tako da, lej, ne, pa šele začela si, da je reč temu. Upam, ja, da še me čaka. Upam, da še me čaka dolga tekaška kariera. Ja. Z čim manj poškodbami, no, to je glavno. Tako Ja. je. Jaz trdim, da bo temu tako in ja, ko boš zmagala na svoji prvi 100 milki, se spet slišiva, boš povedala, če je bilo res tako hudo. Tako, evo. No, v redu. Pa pivo pa spiva, ker se vidva. Ja, tako. Povedno je na Gozdarskem, ne, se vidimo. Letos me žal ne bo tam, a ne, Ja, ker sem okej. ja, žal službeno odsoten, ampak a ne, če ne prej, Sabrina, a ne, pa biatlonu. Ja. Ok, to je še pa dolgo pol. Ne, ali pa ne, ne vem, pridem pa je, zna biti, da bom prišel v Haloze na trelu. Ne, Ja, evo. a boš v Halozah na trelu? Bom, ampak bom na ukrepčevalnice. Ne bom tekla. Na kateri Najverjetneje. križevalnici pa boš? Na kateri križevalnici? Tam, kje smo že, ne vem še točno, glavna Porska trailbanda ima svojo ukrepčevalnico. Ja. Pa definitivno moram priti, že zaradi tega, da pol na koncu pač rečemo kakšno, a ne. Ja, obvezno. Ja, kakšno moško, trelaško in tako naprej, pivsko. Sabrina Pučko, Pivsko. pivsko. Super je bilo, tole, rej, hvala ti, da si pristala na tale bom rekel, super pogovor. Jaz sem se zabaval, več kot urco pa pol. Ja, hvala tebi za povabilo, super je bilo. Upam, se pravim, da sem povedala kaj pametnega. Jaz ogromno stvari, jaz ti želim, ja, da dobro treniraš in da se ti tisto, kar imaš letos lepo sestavi, da bo naslednje leto Lavaredo 20 pač korona tvoje dosedanje kariere. Hvala lepa, Marko, hvala. Se vidiva, Se Sabrina, vidimo. hvala.